Računalniški program za objektivno vrednotenje EFO indeksa, ki omogoča ovrednotenje stopnje težavnosti in nepravilnosti tako funkcionalnih kot morfoloških odklonov, omogoča bolj objektivno in predvsem natančno zapisovanje vseh nepravilnosti, ki jih prepoznamo pri kliničnem pregledu. Izdelan je tako, da najprej vpišemo in zapišemo splošne osebne podatke o pacientu, takoj sledijo odkloni funkcionalnih nepravilnosti, dihanja, požiranja, podatkov o razvadah, sesanja, dude ali pa kakršnega koli drugega predmeta in pa predvsem motnje v govoru oziroma motena izreka. Pri kliničnem pregledu nato zapišemo zobni status. Torej, izpolnimo vse prisotne zobe v zobnem loku in to kar z miško in klikom, tako za zgornji kot za spodnji zobni lok in za mlečno, menjalno oziroma stalno zobovje. Program že sam pokaže celoten status, ki smo ga do sedaj morali pisati ročno s svinčnikom, in ta klik nam dejansko skrajša zapisovanje zobnega statusa. Nato sledi eden od najpomembnejših diagnostičnih pripomočkov za prepoznavanje nepravilnosti v številu zob in seveda širše za zobozdravnika je pregled zobovja izrednega pomena. Tam znamo ugotoviti natančno prisotnost mlečnih, stalnih zob, velikokrat nadštevilčnih zob in tudi prisotnost modrostnih zob, seveda pa odvisno od razvojne stopnje zobovja. Ko izpišemo panoramski rentgenski posnetek, vidimo, kot v tem primeru pri tej deklici, da gre za nepravilnost pri položaju zametka za stalni podočnik. Podočnik je eden od najpomembnejših zob v zobnem loku, ima pa težavo pri tem, da praviloma izraste kot zadnji od stalnih zob, če izvzamemo druge in tretje kočnike, in zato praviloma zanj primanjkuje prostora. Zato je za zobozdravnika pomembno, da prepozna to možnost za nepravilnost pri izraščanju podočnika in da o tem odloča sam, ali je potrebna takojšnja napotitev ali je dovolj, če spremlja v obdobju 1, 3 ali 6 mesecev njegovo pot izraščanja. Poleg panoramske rentgenske slike seveda je tudi klinični pomen za motnjo pri izraščanju podočnika še nadvse pomembna. Saj znamo tipati njegov zametek vestibularno pri nekje 8 letih starosti. Kar pa ni nujno, da je tudi izraščanje zob in pot izraščanja značilna za 8 let. Ko smo ugotovili nepravilnosti v številu zob, sledijo morfološki znaki po EFO indeksu, teh je 7 in ti so razvrščeni po naslednjem vrstnem redu. Če kot najprej ugotovimo, kakšen je odnos prvih stalnih kočnikov, in to že zdaj s pridoma zobozdravniki uporabljajo, kakšna je nepravilnost po klasifikaciji po Englu, razreda 1, 2 ali 3. Potem izmerimo sagitalno stopnico in obratno stopnico. Potem ugotovimo, kakšen je odnos stranskih zob na eni in na drugi strani zobnega loka, kakšne so nepravilnosti v vertikalni ravnini, kakšen je previs oziroma, če ni previsa, kakšen je odprt gris, in sledijo še morfološki znaki nepravilnosti v transverzalni ravnini. Ti so 3: singularni antagonizem, križni gris in pa bukalna ali oralna nonokluzija, in ne nazadnje še nepravilnosti v položaju v zobnem loku, če ocenimo, kakšne so rotacije oziroma nagibi, ki najbolj pojasnjujejo tesnost stanja v zobnem loku oziroma
zadostne prostorske razmere v zobnem loku. Te so ovrednotene s kotnimi stopinjami in ocenjene s številom točk. In na koncu nam naš pregled izpiše računalniški program, kjer so navedeni vsi ugotovljeni znaki nepravilnosti, tako morfološki kot tudi funkcionalni, in hkrati je izražen tudi obseg oziroma stopnja težavnosti nepravilnosti po EFO indeksu. In še več, na koncu izpiše zobozdravnik, ali je zdravljenje potrebno, ali zdravljenje ni potrebno, ali lahko zobozdravnik po tem pregledu samostojno izpelje kakšno interceptivno zdravljenje, kot na primer izvajanje miofunkcijskih vaj za držo zaprtih ust in krepitev perioralne muskulature pri drži odprtih ust, kot ga prikazuje naš primer z uporabo paličice za krepitev mišice orbicularis oris, ali pa napišemo, da pacient ne potrebuje nič in ga naročamo kot zobozdravniki na kontrolne redne preglede. Če je stopnja težavnosti takšna ali pa če je nepravilnost ena izmed prednosti za zdravljenje, pa lahko pacientu z tem pregledom in s tem izpisom napišemo napotnico in napotitev na čeljustno ortopedsko zdravljenje.